Dober dan in prisrčno dobrodošli. Malo prej ste bili priča vaji. To pomeni, da boste imenitno baletno plesalko doživeli znova. Zdaj pa vas povabim v čarni prostor, ki bo zadehtel. Kmalu boste zaslišali, po čem bo zadehtel. Sofija in baletni copatki. Helene Kraljič. V knjigi, ki jo držim na dlaneh, z ilustracijami Tine Dobrajc. Bližajo se prazniki. Sofija z babico peče piškote in jih še tople zlaga na krožnik. Mimo priteče Miška, izmakne piškot in že je ni več. Spet, se razjezi babica. Sofija se zasmeji. Najine piškote imajo rade celo miške. Iz radia se zasliši tiha glasba. Sofija si mrmra melodijo in se vrti na vse strani. Kako lepi zvoki, reče. Babica pozorno prisluhne in navdušeno pove: to je skladba iz Hrestača, tista o sladkorni vili. Z najvišje police v omari vzame glasbeno skrinjico, se nasmehne in jo odpre. Sofija začne plesati po prstih. Zdi se, kot bi dežne kapljice trkale na okno. Nisem bila dosti starejša od tebe, ko sem začela plesati balet, pove babica. Sofija se ustavi. Babica, kaj res? Ti si bila balerina? Tega mi nisi nikoli povedala. Da nisem, zamišljeno vpraša babica. Vse mi povej, pri priči, vztraja vnukinja. Babica ji skrivnostno reče: pridi, greva na podstrešje, tam hranim reči iz preteklosti. Pohitiva, tako zelo sem radovedna, prosi Sofija. Na podstrešju dolgo odpirata prašne škatle. Ko ura odbije polnoč. Sofija, pozno je, morala boš v posteljo, reče babica. Takrat pa se znova pojavi Miška, ki za seboj vleče rožnat trak. Sofija steče za njo, Miška pa zbeži v ozko špranjo. Deklica zagleda ponošene baletne copate. Navdušeno vpraša babico: jih lahko obdržim? Tudi jaz bom nekoč balerina, tako kot ti nekdaj, babi. Babica pokima, objame Sofijo in jo pospremi do postelje. Sofija zjutraj pripleše v kuhinjo. Na nogah ima baletne copatke. Na kavču opazi baletno obleko. Hitro si jo obleče, se dolgo časa vrti in se opazuje v ogledalu. Od takrat naprej Sofija govori le še o baletu. Hodi v baletno šolo in se ne loči od starih baletnih copatkov. Prepričana je, da ji prinašajo srečo. Učiteljica baleta je navdušena nad Sofijo in jo pohvali babici: že dolgo nisem imela tako nadarjene učenke. Ducat deklic v belih tutujih se pripravlja na svoj prvi baletni nastop. Stojijo ob baletnem drogu in poslušajo navodila baletne učiteljice. Demi-plié, porte bras, relevé. Vadijo tudi na odru. Sofija kot sladkorna vila žari, saj igra vlogo prima balerine. 3 dni pred nastopom Sofija opazi strgan trak na baletnem copatku. Steče k babici, da bi ga zašila, a nekdo ji copatek izmakne. Miška, je zgrožena Sofija. Pohiti za Miško, a Miška ji kmalu izgine izpred oči. Sofija obupana odide v kuhinjo. S povešenimi rameni se
postavi pred babico in smrka. Miška mi je odnesla copatek. Sofija in babica preiščeta vso hišo, da bi našli baletni copatek, pa ga ni nikjer najti. Ves naslednji dan po trgovinah iščeta baletne copatke. Po dolgem iskanju se zdi, da najdeta na las podobne, a Sofija neutolažljivo zajoče. Babi, nikjer ne moreva najti baletnih copatkov, ki mi bodo prinašali srečo. Zadnji dan pred nastopom gre Sofija na vajo z novimi baletnimi copatki. Toda ne more skočiti tako visoko, kot je nekoč. Ne more se tako urno zavrteti, satenasti trak pa ji vztrajno drsi z noge. Sofija je vse bolj jezna na Miško, ki je vzela copatek. Nikoli ti ne odpustim, reče in požuga s prstom v zrak. Sobota je. In danes ima Sofija svoj prvi baletni nastop. Že 3 dni zaman opreza za Miško. Obupana je, na nastop bo morala z novimi baletnimi copatki. Mala balerina stoji v zaodrju. Prvi takti napolnijo lepo okrašeno plesno dvorano. V kotu opazi Miško. V krempeljcih ima baletni copatek. Sofija zažari, skloni se in ga pobere. Opazi, da je nekdo zašil satenasti trak. V očeh se ji naberejo solze. Miška, ki živi na babičinem podstrešju, je vendarle prijazna. Počepne k Miški, da bi se ji zahvalila, a ta steče stran. Hvala ti, hvala, zakliče Sofija za njo. Malce premišljuje, nato pa se odloči. Zmogla bom. Danes bom plesala z novimi baletnimi copatki. Zavrti se na oder, mala Sofija. Najprej plašno, potem pa vse bolj veselo. Glasba ji steče po telesu in deklica blesti pod reflektorskimi lučmi. Še preden se zave, zasliši glasen aplavz. Globoko se prikloni. Steče k babici, ki stoji pred odrom in ji še vedno navdušeno ploska. Srečna ji pokaže izgubljeni baletni copatek. Miška mi ga je vrnila, poglej, in trak ni več strgan. Babica jo objame, potem pa izreče: odslej lahko najina čudežna Miška kadarkoli pride po toliko piškotov, kolikor jih lahko poje.
Pravkar ste doživeli ples sladkorne vile in sladkorno vilo in personam. Z nami je bila prečudovita Maja Kapitler iz baletne šole Pirueta. Brala sem iz knjige Sofija in baletni copatki. Če vas nitka, ki ste jo užili, kakorkoli zamika, si jo morate pobliže ogledati na bližnji stojnici založbe Morfem. Prisrčna hvala za vašo blago in nežno pozornost. Bodite še in še lepo. Srečno!